Najlepša hvala za to lepo predstavitev. Sem pa v prvi vrsti poleg vsega že naštetega tudi projektna vodja na kulturno-izobraževalnem društvu Pina, tako da prijetnih 10 minut je bilo do sem sprehoda. In bi mogoče govorila o parih praksah, ki jih mi na Pini dejansko v smeri pobudništva tudi razvijamo. Kot prvi projekt bi v bistvu izpostavila projekt Social Innovators, ki ima v bistvu 3 različne stebre, poleg tega, da razvijamo študijski program oziroma študijski predmet na temo socialnega inoviranja za univerze. Je v bistvu eden izmed stebrov tudi C-Hub, ki je v bistvu naš prostor, kjer lahko mlade neformalne skupine mladih so se lahko prijavile na razpis, ki smo ga imeli zunaj. In jih v bistvu pač čez proces mentorstva, čez proces tega, da lahko pri nas najemajo prostore, čez proces tega, da lahko se vedno k nam obrnejo po nasvete pri pripravi razpisov recimo, ali pa pri pripravi pač katerihkoli drugih dogodkov, skratka, da smo tam res za njih. Smo v bistvu imeli kar nekaj zelo uspešnih teh neformalnih skupin mladih, ki so se na ta razpis prijavile in jih še vedno v bistvu na različne načine skupaj podpiramo. Druga taka pobuda prihaja tudi iz projekta Social Innovators in sicer je negovanje sveta. Je lahko služba, to je bila naša kampanja, ki smo jo izvedli zdaj že skoraj kakšno leto nazaj in njena osnovna ideja je bila to, v bistvu tudi Socialna akademija je v njej sodelovala, da v bistvu mlade poskušamo spoznati s tem, kaj nevladne organizacije pravzaprav počnejo. Tako da smo jih v bistvu tudi z enim takim kar strukturiranim mentorskim programom. Zaenkrat smo uspešno zaključili 60 teh izobraževanj na delu. Smo jih v bistvu peljali čez ta proces poznavanja, kaj nevladne organizacije počnejo in jih tudi spodbujali v bistvu k temu, da izpeljejo en projekt recimo sami. Posneli so ob koncu tudi nek video o tej svoji izkušnji, tako da je bila v bistvu pač res neka taka celostna izkušnja spoznavanja s tem, kaj nevladne organizacije pravzaprav počnejo in tudi s tem projektnim delom, ki se mi zdi, da pač na vseh porah življenja v bistvu postaja naša realnost, pač to, da moramo eno stvar speljati od začetka do konca, jo znati v bistvu umestiti in nekako v bistvu razviti do te mere, da potem pač pride do konca in da jo tudi v končni fazi evalviramo in potem v bistvu zaženemo na podlagi tega, kar smo spoznali v prejšnjih projektih, tudi nove projekte. Omenila bi še 2 druga projekta, v katerih smo tudi partnerji in sicer so zelo podobni projekti kot je Inkubator 4.0. To sta projekta Pogon in Katalizatorji, kjer smo v sklopu enega projekta imeli v bistvu usposabljanje na temo pač projektnega vodenja in smo tudi te skupine mladih, ki so se pač udeleževali teh naših usposabljanj, pripeljali do tega, da so razvili svoje projekte in jih nekateri tudi v bistvu uresničili, kar se nam zdi kar super, pač videti, da dejansko ni samo to, da dajemo ljudem neko vsebino ali pa pač neko znanje, ki smo ga tudi mi pač pridobili, ampak da se dejansko potem tudi to rezultira v to, da se dogajajo neke družbene spremembe in da so pač neki projekti tudi izpeljani potem in ne ostajajo zgolj na tej ravni pač projektiranja projektov, ampak se dejansko potem tudi udejanjijo v družbi. Prav tako v bistvu to bilo s projektom Pogon, kjer bi mogoče omenila še 2 neki taki dobri praksi, ki se mi zdi tudi v bistvu vredna omembe. Ena je to, da smo naredili živo knjižnico za poslovalci, se pravi to, da mladi, ki grejo čez ta proces usposabljanja, za konec pripravijo v bistvu nek tak, v bistvu je prilagojena živa knjižnica, je, ker živa knjižnica kot metoda je kljub vsemu namenjena vedno srečevanju pač z nekimi manjšinskimi skupinami, tukaj gre pa za to, da v bistvu mladi dejansko povabijo delodajalce, ki jih zanimajo, na nek ena pogovor, zato da v bistvu spoznajo, kaj so te delodajalci v bistvu želijo, v primeru pač, da bi recimo mogoče lahko v prihodnje tudi pač z njimi sklenili nek mislim, ali pa saj prišli recimo do pogovora za delo, ker se nam zdi v bistvu ta navezovanje stika, to, da lahko vprašaš pač, kaj so stvari, ki jih rabiš za neko delovno mesto, v bistvu tudi ena taka zelo velika dodana vrednost, da v bistvu mladi dobijo to priložnost sploh spoznati delodajalce od blizu. Če bi mogla v bistvu povzeti, kaj se nam zdijo neke 4 najbolj ključne stvari pri tem, da se mlade v bistvu spodbuja pri pobudništvu, bi vsekakor kot prvo omenila to, da moramo jim zagotoviti nek varen prostor, se pravi, da smo mi tisti, ki poskrbimo za to, da se mladi z nami počutijo dobro. To, da ves čas v bistvu podpiramo nek proces, se pravi, da pač mlade res pripeljemo od neke
pač ideacije neke ideje do nekega pač prototipiranja oziroma pač v končni fazi tudi tega, da pridejo do razvoja ideje, da ga potem v bistvu tudi jim pomagamo poskušati na nek način uresničiti. Pa predvsem pač ta podpora se mi zdi ključna, no, tukaj pa itak pač mladinsko delo je glih zaradi tega, pač se mi zdi toliko specifično ali pa na nek način v bistvu ga mi živimo zaradi tega, no, ker smo v bistvu tam za te mlade, da v bistvu podpiramo njihov proces, da jih podpremo takrat, kadar mogoče padejo, pa ne vejo kako naprej. V teh trenutkih je v bistvu pač najbolj ključno to, no, da smo dejansko pač mi tisti, ki ta proces podpremo in v bistvu jih mogoče malo ven iz te njihove cone obdobja porinemo na način, da potem res zacvetijo v tej svoji mladosti. No. Tako da, to bi bilo to. Najlepša hvala.